Ej, Vinko, Kje si legenda? Vedno, ko pomislim na tebe, se spomnim na Šoštanj, se spomnim na eno staro osnovno šolsko dvorano Karla Destojnika Kajuha, ki nismo imeli dovolj prostora za servirati. To je bilo kakih 25 let nazaj, malo smo že stari. Pa kdo bi si mislil, da bomo v takih vlogah, kot smo zdaj bili, jaz tipa Džole, toliko let naprej, v čas 2024 v Parizu. Če bi me takrat kdo vprašal, ko sem bil mulj star 15 let, da se bo to zgodilo, bi rekel, wow, nisi normalno. Skratka, ja, ti pišeš tole slovensko zgodbo odbojki že zelo dolgo. Uspehi so legendarni. Tako kot sem rekel že pred kratkim, v enem intervjuju smo vprašali, kaj pomeni Dejan Vinčić za to slovensko reprezentanco. In koliko sem bil zraven v tem obdobju, lahko rečem duša in srce, zelo na kratko, v dveh besedah, in respekt za vse, kar si dal. Težko daš več, kot si ti dal. Tako da res sem spoštovanje do tebe, veš, da te imam rad, veš, da te spoštujem in upam, da bomo še kdaj sodelovala in da še nisi rekel zadnje te reprezentacije in da bo še kdaj oblekel reprezentančni dres. Tako da rad te imam, legenda. Pa. Dej, Vinko, se nisi tako star, hvala za vse nastope. Se vidimo na olimpijskih igrah v Los Angelesu. Kume, legenda, rad bi se ti zahvalil, izkazal hvaležnost za vse, kar si do zdaj dal v slovenski odbojki. Pa zahvalil se ti bom, za kar bo še dal v slovenski odbojki, ker vem, da nisi ti še konc, da to znanje, ki ga imaš, je neprecenljivo in bi bilo sebično, če tega ne bi delil še naprej, tako si da zdaj. Uživaj v tem, kar delaš, na tej novi poti v svojemu, rečemo, domačemu kraju, čeprav v Velenju boš tudi mogel nekaj vrniti, se pravi, se večkrat priti na obisk, pa da smo čez leto večkrat skupaj, jaz se bom pa tudi potrudil, ker te že malo pogrešam. Love you. Deki, Jani me je prosil za neto zahvalo ob zaključku tvoje reprezentančne karijere. Ne vem, če sem prav razumel, ampak vseeno, če je to tako, potem bom več skoristil zadevo in te prosil, da podaljšaš še za en olimpijski ciklus. Se mi zdi, da bo za vse v redu, a veš tako. Ajde.